Na včerajšnji redni seji vlade so člani vlade med drugim opravili obširno razpravo o trenutnih epidemioloških razmerah. Na novinarski konferenci pa je bilo govora o inšpekcijskem nadzoru izpolnjevanja pogojev PCT. Inšpekcijski nadzori v zadnjih dneh so namreč pokazali, da nekateri posamezniki dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT ne želijo izkazovati. Poročilo danes ponovno začenjamo s trenutno najbolj aktualno tematiko, spoštovanjem pogoja PCT, torej preboleli, cepljeni oziroma testirani. Obdobje, na katero se poročilo nanaša, je od 18. do vključno 31. oktobra, predstavljenih pa bo tudi nekaj podatkov glede nadzorov v času prazničnega vikenda. Zdaj bi prosila kar za prikaz diapozitiva. Najprej poglejmo nadzore objektov in oseb glede izpolnjevanja pogojev PCT po tednih. Za lažjo primerjavo je prikazanih 5 tednov. In sicer nam modri stolpci prikazujejo število opravljenih nadzorov objektov glede izpolnjevanja pogoja PCT, sivi stolpci pa nadzore izpolnjevanja PCT pri osebah. Če se zdaj osredotočimo na zadnja 2 tedna, torej na obdobje, na katerega se nanaša poročilo, vidimo, da so inšpektorati povečali število nadzorov objektov za dobrih 30%, na preko 3000 oziroma skoraj 4000 nadzorov v primerjavi s prejšnjimi nekaj nad 1000 oziroma 2700, medtem ko so se nadzori izpolnjevanja pogoja PCT pri osebah povečali za 100%. Število teh nadzorov je v zadnjih 2 tednih preseglo 14 000, v primerjavi z okoli 7 000, kolikor jih je bilo upravljenih v tednih prej. Na naslednjem diapozitivu pa lahko pogledamo, nam še modri stolpci prikažejo, da je bilo največ nadzorov glede izpolnjevanja PCT pogojev upravljenih strani inšpektorata za delo, 1279. Sledi inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 1233, nato pa še tržni inšpektorat, 1174 in zdravstveni inšpektorat, 937 nadzorov. Oranžni stolpci prikazujejo število nadzorov oseb v povezavi s PCT, tu je na prvem mestu tržni inšpektorat z nekaj več kot 8400 nadzori, sledi pa mu inšpektorat za šolstvo in šport z dobrimi 6400 nadzori. Kar se tiče izrečenih ukrepov zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT, te prikazujejo zeleni stolpci. V zadnjem tednu jih je bilo izrečenih nekaj več, in sicer 15 plačilnih nalogov po zakonu o prekrških, 3 odločbe z izrekom opomina, 4 odločbe z izrekom globe, 186 opozoril po zakonu o prekrških in 377 opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru. Skupaj so inšpektorati izrekli 585 ukrepov zaradi neizpolnjevanja PCT pogoja. Dodajam, da je število izrečenih ukrepov glede izpolnjevanja pogojev PCT v 43. tednu za 57% višje od tedna prej, še teden dni prej pa je bilo zabeleženo 75% povečanje izdanih ukrepov glede na še en teden nazaj. Dejavnosti, kjer so se ugotavljale kršitve izpolnjevanja pogoja PCT, so gostinstvo, trgovina, šolstvo, bencinski servisi, pošte, avtomehanične delavnice in podobno. Med ugotovljenimi kršitvami je šlo za nepreverjanje oziroma nedovolj natančno preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT strani uporabnikov ali zaposlenih, za odsotnost ustreznih obvestil, za neizpolnjevanje pogoja PCT pri zaposlenih in podobno. Odprava ugotovljenih nepravilnosti je bila zavezancem naročena z upravnim opozorilom. V primerih, ko so bile ob ugotovljenih kršitvah le-te nemudoma odpravljene in nadzor PCT vzpostavljen, je bilo opozorilo tudi edini izrečen ukrep. Šolske počitnice so se zaključile s podaljšanim prazničnim vikendom in za ta čas je bilo napovedanih precej prireditev, ki so bile pod drobnogledom inšpektorjev. V tem času se je izvajal poostren nadzor, področja pa so med inšpektorati že ves čas smiselno razdeljena z namenom, da se nadzori ne bi podvajali. Nekatere najbolj izpostavljene točke, na primer nočne klube, je kljub temu obiskalo več inšpektoratov v istem dnevu oziroma večeru. Izvedenih je bilo tudi nekaj tako imenovanih navideznih nakupov. Nočni lokali so večinoma imeli organizirano varnostno službo, ki je preverjala izpolnjevanje pogoja PCT in tudi osebne dokumente. Kršitve tam tako niso bile ugotovljene. V 2 prazničnih dneh so bili poleg zdravstvenega inšpektorata najbolj aktivni tržni inšpektorat, uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Finančna uprava ter Inšpektorat za šolstvo in šport. Opravljenih je bilo več kot 350 nadzorov, govorimo samo za ta 2 dneva. Skupaj je bilo izdanih 7 plačilnih nalogov, sicer pa so bila ob ugotovljenih neskladnostih izdana večinoma opozorila. Izvedeni so bili tudi že nekateri kontrolni pregledi, tudi še isti večer, v drugih primerih pa bo ponovni pregled sledil v tem tednu. V primeru ugotovljene ponovitve nepravilnosti bo seveda izdan strožji ukrep. Po gostinskih lokalih so bile neskladnosti ugotovljene v 29 primerih, spet govorimo samo o prazničnem vikendu, in so se v večini primerov nanašale na neuporabo oziroma nepravilno uporabo zaščitnih mask zaposlenih, ki pa so si jih po opozorilu inšpektorja ustrezno namestili. Manjkala so tudi opozorila glede izpolnjevanja PCT zahtev za zaposlene, dalje ob tako imenovanem navideznem nakupu natakarji niso na ustrezen način preverili PCT dokazil pri gostih. Zdravstveni inšpektorat je obiskal 136 nastanitvenih objektov, v kar je bilo poleg velikih ponudnikov vključenih tudi nekaj turističnih kmetij in kampov. V nastanitvenih objektih se je ob nadzoru vedno pregledan tudi gostinski del, v 2 primerih so bile to tudi igralnice. Neskladnosti niso bile ugotovljene. V sklopu nadzorov kopališč je zdravstveni inšpektorat poleg preverjanja PCT izvedel tudi vzorčenje kopalne vode. Nekatere terme v času šolskih počitnic zaradi lažjega obvladovanja in spoštovanja COVID odlokov sploh niso sprejemale zunanjih gostov. Pred zaključkom pa predstavljam še nekaj splošne statistike. Skupno število opravljenih nadzorov v zvezi z obvladovanjem COVID-19 je bilo v obdobju teh 14 dni, na katere se nanaša poročilo, 7671, pri čemer je bil delež neskladnih objektov oziroma lokacij tokrat 10,5%. Izrečenih je bilo 87 prekrškovnih sankcij, 353 opozoril po zakonu o prekrških, 19 upravnih odločb in 613 upravnih opozoril. Glede spoštovanja pogoja PCT so inšpekcijski organi v obdobju 2 tednov opravili nadzore v več kot 7000 objektih ter nad več kot 28.000 osebami. Danes smo pa prejeli še informacijo, da je dne 3. novembra inšpektorica Tržnega inšpektorata območne enote Koper Postojna opravila ponovni nadzor na eni od bencinskih črpalk, ki je bila nazadnje opozorjena dne 27. oktobra. Ker je ob kontroli ugotovila, da se PCT pogoj ponovno ne preverja, je z ustno odločbo na zapisnik opravljanje dejavnosti prepovedala. Naj to še podrobneje razložim. Zakon o inšpekcijskem nadzoru v 34. členu določa, da lahko inšpektor prepove opravljanje dejavnosti, ne da bi prej določil rok za odpravo nepravilnosti, če je to potrebno, da bi se odvrnila neposredna nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za nastanek škode v naravnem oziroma življenjskem okolju in na premoženju. Če inšpektor v konkretnem primeru ugotovi, da so izpolnjeni navedeni pogoji, lahko opravljanje dejavnosti prepove. Tržni inšpektorat je eden od nadzornikov odloka o pogojih PCT na terenu. Vsi razpoložljivi inšpektorji so trenutno usmerjeni v to kontrolo. Moram pa poudariti, da smo na terenu tudi ob vikendih in tudi v večernih in popoldanskih urah. In s tem bodo inšpektorji v prihodnjih tednih nadaljevali. Zdaj, kar so ugotovili moji inšpektorji, je sledeče. V primeru izdanih upravnih opozoril, teh je bilo 220, v zadnjih 2 tednih je bila naložena odprava nepravilnosti. In dejansko večina subjektov se tega držala, zavezanci so takoj vzpostavili pregled PCT-ja. Ampak, ker pa vemo, da se to lahko dnevno spreminja, to se pravi, da lahko en dan pregleduje PCT, naslednji dan že ne več, bomo nadaljevali z nadzori, tako da res, da bo ta nadzor PCT-ja stalen tudi pri zavezancih. Zdaj pa moj apel mogoče na potrošnike in druge uporabnike storitev. Ko pridete v neko trgovino ali pa k gostincu, mogoče pokažite mu že PCT, preden vstopite, ker tudi zavezancem je težko, ker morajo pregledovati dokazila in razumem, da so kdaj v stiski, tako da bodimo kot državljani toliko razumni in jim pomagajmo pri temu. Zdaj je pa res, da smo v zadnjih 2 tednih tudi začeli stopnjevati nadzor. Če so moji inšpektorji prej predvsem opozarjali, so začeli tudi izdajati globe, če opozarjanje ni zaleglo.
Tako kot je že omenjeno, je inšpektorica območne enote Koper Postojna zaprla eno črpalko za ustno odločbo in danes sem prejela informacijo, da je inšpektorica ljubljanske enote zaprla eno trgovino v BTC-ju, prav tako za ustno odločbo do odprave nepravilnosti. O kaznih za izvajalce storitev in o kaznih za uporabnike storitev so še povedali. Pomembno je ob vstopu v trgovino, da vas na vstopni točki, to zapravo na vhodu, preverijo, ali imate PCT. Zdaj, odločitev inšpektorja je, a bo dodelil tudi globo na terenu, hkrati z zaprtjem, globa je pa v višini najmanj 4000 evrov. V preteklem tednu je bilo odkritih 7 primerov ponarejenih potrdil o izpolnjevanju pogoja PCT. V policiji smo v okviru svojih pristojnosti poostrili nadzor nad spoštovanjem ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa. Zaradi izjemnega povečanja števila okuženih in s tem poslabšanja stanja v državi smo sodelovali tudi v skupnih poostrenih nadzorih tako z zdravstvenim inšpektoratom kot tudi z ostalimi inšpekcijskimi službami. Poleg tega pa smo odkrili tudi 7 ponarejenih potrdil o izpolnjevanju pogojev PCT. Ta ponarejena potrdila pa nismo odkrili samo na meji, kot je bilo v preteklosti praksa, temveč smo jih odkrili tudi v notranjosti države. Na mejnih prehodih so bili odkriti 3 primeri izkazovanja z ponarejenimi potrdili o PCR testiranju oziroma cepljenju, in sicer na mejnem prehodu Obrežje in pa Jelšanah. Mejni policisti so obravnavali tudi 2 primera izkazovanja s ponarejenim potrdilom o prebolevnosti, in sicer na mejnem prehodu Obrežje in pa Rogatec. V notranjosti države pa sta bila odkrita 2 primera izkazovanja s ponarejenim hitrim antigenskim testom, in sicer prvi primer so nam odstopili inšpektorji zdravstvenega inšpektorata, kateri so preverjali izpolnjevanje pogojev PCT pri trgovcu. Drugi primer pa je bil nam odstopljen strani pravosodnih policistov, kateri so odkrili ponarejeno potrdilo pri obiskovalcu prevzgojnega zavoda. Policisti že od začetka uvajanja ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa zaznavamo večje število ponarejenih potrdil, PCR testov, kartončkov o cepljenju, potrdil o prebolevnosti in drugih potrdil za priznavanje pogojev PCT. Kot sem že povedal, v lanskem letu in tudi v letošnjem je bila to večinoma praksa na mejnih prehodih, da so uporabljali ta ponarejena potrdila, dočim, ko se je v zadnjem času ta zadeva začela pojavljati tudi v notranjosti države. Rad bi poudaril, da vse osebe, ki ponarejeno javno listino, tu govorimo o potrdilih o izvedbi PCR testa, potrdilo o prebolevnosti, potrdila o cepljenju, hranijo ali pa uporabijo kot pravo, storijo kaznivo dejanje ponarejanja listin. Policisti ob ugotovitvi, da gre za ponarejeno listino, to listino zasežejo, osebo pa kazensko ovadijo. Za kaznivo dejanje ponarejanja listin je zagrožena kazen zapora do 3 let. Govorci so prebivalce Slovenije spet pozvali k spoštovanju pogoja PCT, saj lahko le z odgovornim ravnanjem skupaj zaustavimo širjenje virusa COVID-19.